Ojla, imam vprašanje zate. Živiš za sebe ali živiš za druge? Čigave želje izpolnjuješ? Izpolnjuješ to, kar si ti želiš, tvoje želje? Ali izpolnjuješ želje drugih? Partnerja, partnerke, otrok, staršev, sodelavcev, šefa, nadrejenih, vesolja, želje planeta, želje države. Čigave želje izpolnjuješ? In na katerem mestu si ti? Na katerem mestu je tvoje telo? Kaj vsak dan res narediš za sebe? In koliko se to zgodi mogoče enkrat na mesec? Dvakrat na mesec. In zdaj opazuj, kako se počutiš v svojem telesu. Kaj ti tvoje telo sporoča? Zdaj, ko smo te stvari dvignili, se počutiš ful, jej, kako fajn, kako dobro, ali je res pozabljam nase, ja, že 100 let govorim, da bom to naredila, že 500krat sem si rekel, da bom to izbral. Ljudje smo zelo zanimivi. Pozabimo na sebe. Ja, nekateri srečneži res. Imate res sebe na prvem mestu. Cool. Dajte nalest še druge. Vprašanje, ki se tukaj najbolj glasno javlja, je, kaj lahko zdaj spremenim? Kaj lahko danes naredim drugače? Da dam sebe res v ospredje. Ne sebe v ospredje na način, da egoistično in da me ne briga za nobenega in da bom poteptala vse, samo da jaz nekaj imam. Ne govorim o tej energiji. Govorim o temu, da daš sebe na prvo mesto za sebe, da poskrbiš, da se imaš lepo, da si dobro, da si cool, da poskrbiš za svoje telo, da vidiš, da karkoli počneš, karkoli delaš, s komorkoli se družiš in kamorkoli greš, da si res okej. Da se počutiš dobro in da ne greš nekam zato, ker je nekdo drugi rekel, da to moraš in da nehaš početi tisto, kar drugi od tebe pričakujejo. Da res narediš takrat, ko tebe veseli in če te nekaj ne veseli več, da res imaš v sebi tisto voljo, moč in da lahko pač prijazno, direktno poveš nekomu, glej, veš, to mi ne ustreza, joj, to ne bi, hvala za to možnost, me ne zanima več to. In da nehaš tiščati v sebi te občutke, da moraš, da moraš, da moraš, da moraš. Ja, ni lahko, je pa možno. Je možno takrat, kadar daš sebe na prvo mesto in se vsak dan spomniš in si rečeš, ok, kaj lahko danes spremenim? In korak po koraku. Včasih so mišji korakci, včasih so slonji, včasih so 3-4 koraki, včasih se zgodi, da mogoče imaš občutek, da dan, dva ne napreduješ nič. No, v resnici to ni res. Ni vse takoj vidno. Recimo, če vam dala en primer zemeljski, si, ne vem, začneš trenirati, začneš hujšati, nekaj spremeniš. A je takoj prvi dan že viden rezultat? Ne. Ampak se pa še takoj počutiš boljše, čeprav ni vidno navzven. In to je tisto. Kaj, če damo v ospredje to, kako se mi počutimo v situacijah, kako se mi počutimo ob nekih dogodkih, trenutkih, ljudeh, krajih. Torej, kako se jaz počutim ob izbirah, ki jih vsakodnevno sprejemam. In če se ne počutim dobro, pomeni, da moram to zamenjati, ni to zame. Ja. In ja, vem, da si že milijon stvari poskusil, da si že ne vem, kaj vse probala. In ja, je delovalo nekaj časa in pol ni več delovalo. Mogoče niso bile tiste izbire dolgoročne, za več časa. Mogoče je bilo tisto takrat pomembno, da izbereš in potem je bilo čas za nekaj drugega. Tako da, kaj če ni bilo nič napačnega, kar si do zdaj izbral ali izbrala in kaj če lahko zdaj izbereš nekaj, kar ti ta trenutek ustreza. Tako da, karkoli počneš, poglej, ok, kaj mi zdaj ustreza, kaj si želim zdaj, kaj bi bilo zdaj dobro, da naredim. In karkoli se res dviguje in ko pomisliš na to, ok, čakaj, če to izberem, kako se bom pol počutil? In če je ful lahkotno izberi, ne razmišljati, ker razmišljanje te bo vrnilo nazaj v stare programe, ker razmišljanje je možganski pač izračun, verjetnostni izračun vsega, kar je že bilo, ne pa tistega, kar je zdaj na voljo. Ne upošteva novih stvari, samo tisto, kar si že doživela, kar so drugi rekli, tisto, kar že obstaja. Ta trenutek pa še ne obstaja. Glej ga zlomka, tudi ta, ki se zdaj zgodil, še ni obstajal. In to je fora. Biti v trenutku in gledati, ok, če to izberem, kaj bo? Kaj bo? Tako da, jaz imam tudi na voljo polno stvari
in že res ogromno časa delam na sebi in delam s strankami, delam z ljudmi, sem imela že več kot 500 delavnic, konstantno imam individualne seanse in res sem hvaležna, da imam možnost videti spremembe, skozi katere grejo ljudje, ko pol izberejo to, ko pridejo, ne vem, na neko delavnico, da reče ok, ali pa pridejo na eno individualno seanso in potem spremenijo. Ker ni to fora, da ti moraš hoditi non-stop na delavnice, ali zdaj, ojoj, ne grem, zato ker pol bom mogla non-stop hoditi tam. Ma sploh ne. Poglej energijo, če ti je nekaj lahkotno in pojdi. Kamorkoli, ne zdaj, kar jaz to govorim meni, pejdi tam, kamor te res vleče. In če te potem kasneje povleče nekam drugam, pejdi drugam. In če te povleče spet nazaj, pejdi tam. Fora je v tem, da se poslušaš in da kar ti je lahkotno izbereš. Tudi če je novo, tudi če je drugačno, tudi če si že enkrat delala in takrat ni delovalo, mogoče bo delovalo zdaj. Včasih smo malo futuristični in prehitevamo čas. Tako da, evo, to sem želela danes deliti s tabo. Ne zdaj neka reklama za moje stvari, ampak res, daj se poglej vase, daj poglej, kaj te veseli, kaj počneš, konec leta je, kaj če lahko ful stvari zdaj spremeniš, kaj če lahko začneš res nekaj novo in ne čakate, 1. januar, s 1. januarjem nekaj za obljube. Daj začni zdaj. Tako da, kako je lahko še boljše kot tako. In če ti je lahkotno in sem jaz lahko na nek način doprinos zate, super, evo, tukaj sem, kako je lahko še boljše. In če nisem, tudi super, kako je lahko še boljše. Zaupaj in sledi samo sebi. Ker ti v resnici veš, ti in samo ti veš, kaj je res najboljše zate. Evo, ti želim ful lep dan in teden in mesec in leto, ki prihaja. Uživaj in daj sebe na prvo mesto. Čau, čau.